To je moja muzika. Ana Lazovski, živjo. Živijo. Se bova tikali? Absolutno. Odkot izvira tvoj priimek? Iz Makedonije. Sicer pa si odraščala? V Novi Gorici, na meji z Italijo, z ogromno italijanskimi influenci, od gastronomije do muzike in seveda tudi samega življenja. Mislim, da smo dost pod vplivom mi na meji, kakor verjetno tudi drugi z drugimi državami. Italijanska gastronomija, pa potem London. Ja, veš, koliko je enih italijanskih restauracij v Londonu, si ne moreš misliti. Greva zdaj k tvojemu poklicu, oblikovalka maske in color maestrica. Ali ima ta color maestrica kakšen slovenski prevod? Mislim, da ne. To bi bil neke vrste kolorist, po naše verjetno, ampak Barvist. nisem. Ja. Glede na to, da tega poklica kot samega sigurno v Sloveniji ni, to ponovadi počnejo kemiki, ker se tudi seveda na tak način, kot sem ga jaz počela, oziroma kot sem jaz za to usposobljena, tudi nikjer drugje nisem še v bistvu spoznala človeka, ki bi delal take vrste način mešanja, in sicer, da mogoče povemo poslušalcem. Čisto slučajno smo ugotovili, da sta moji očesi strašno zverzirani in prepoznavata odtenke. In ko je bil en dan v laboratoriju neke vrste preverba, ali lahko zmešaš ta odtenek iz osnovnih barv, seveda govorimo o rumeni, rdeči in modri, z črno in belo kot uravnavanjem svetlosti, sem v bistvu test prestala izredno hitro in sploh nisem vedela, da to imam, ne? Oziroma da to tudi znam. Kje si to počela? V Londonu v laboratoriju, ki je bil specializiran za mešanje šmink. In v bistvu je bil to neke vrste potem trigger, da se je odprl en nov svet, nečesa, kaj vse je lahko. Ne? Se pravi, gremo back to basics, gremo, kar jaz tudi vedno rada počnem, da vedno zelo raziščem osnove in potem samo na ta način mislim, da je v bistvu možno tem oblikovati kakršnekoli druge sestave in druge variante na temo, če osnove dobro poznaš. Tako da in tle je ravno tako. Moja mama sicer izredno lepo, ne samo lepo, dobro riše in mislim, da sem to podedvala po njej, ampak na tak način nisem vedela, da kaj tazga znam, ne, oziroma zmorem. Omenila si London. London je prišel potem, ko si tukaj naredila, kot si rekla, že vse in več. Pa me zanima, se spomniš recimo prvega make-upa, ki si ga naredila, pa si zanj dobila plačilo? Jo, res ne. Res ne bomo o teh letnicah, ne, bomo šli tako reči. Ne, to me pa še noben vprašal, nikoli nisem o tem razmišljala, bolj, da ne, verjetno. Ampak sigurno to ni bila nobena grozna zahtevna reč. Že v osnovi ta moj pristop k make-upu kot nečemu, da kaj si delajo to enega šunšurja okrog tega, pa sej to ni nič tazga, samo moraš malo opazovati, kako obraz gleda in kaj ti bo neki tam spremenilo. Ne? In mislim, da ta, bom rekla, čisto drugačne sorte način dojemanja materialov za make-up, recimo, za ličenje, me privedel do tega, da sem seveda, kakor sem nekaj prej, z barvami ravno tako, z make-upom šla raziskovati in hotela seveda vse vedeti za vsemu. In kje boš druge začel kot pri kiparstvu in anatomiji. Ne? To je recimo nekaj, kar zelo dosti ljudi v fohu v naših poklicih, ali so bodisi vizažisti, bodisi make-up artisti, oziroma potem tudi šele, ko pridemo do ljudi, ki oblikujejo masko in postavljajo recimo od teatrskih predstav do filmov, bojo šele tistega ranga ljudje vedeli take stvari. Drugi se po bistvu s tem ne ukvarjajo, kar jaz zares ne razumem, kako je to možno, da se temu izogneš, zaradi tega, ker je to ena osnova, ker vsakmu ti lahko daš, ne vem, kakršnekoli barve, ampak je v bistvu odvisno, kako bo obraz in anatomija to sprejemala in kako bo to izgledalo. Z istimi barvami lahko narediš različne obraze, ampak pa čisto vsak drugač gledal. Ne.
Kakšna je to pot? Recimo si predstavljam, da prvo začneš neke osnovne make-upe pri reklamah, pa potem preideš z ne vem kakšnim izobraževanjem do tega, da potem že delaš rane. A je fajn, da znaš čim več stvari ali da se mogoče res osredotočiš na eno samo? Odvisno je, kakšen tip si in kaj bi želel delati. Mene so že od začetka moji mentori vedno nekako poskušali poriniti v situacijo, da dej se odloči, kaj bi rada delala. Jaz sem pa kot zelo taka na nek način željna znanja in vsega in vse me je zanimalo. Nikoli nisem hotela se odločiti za eno stvar, zato ker se mi je zdelo pa, kaj pa če bo tam nekaj, kar še ne poznam, pa me bo zanimalo, pa me bo nekaj, ne vem, nekam drugam peljalo. Tako da videla sem recimo sploh zdaj v tujini, tudi v zvezi z pridobivanjem služb in projektov, tujina je izredno fokusirana, izredno ozko gleda, kar se tiče, recimo tudi, če vzamemo masko, imaš ljudi, ki so specializirani samo za to. In ne bojo nič drugega delali, če že mogoče bojo recimo delali lase, ampak ne bojo pa delali še recimo ran ali pa ne vem, kakršnih koli drugih sort make-upov. In tu pridemo recimo do enega takega problema, kljub temu, da smo v letu, ki smo, da mnogokrat recimo, če ljudje ne dobijo mojega CV-ja, rečejo, right. Zaradi tega, ker dokler ti v bistvu ne pokažeš s svojim delom, da to res znaš delati, bojo besede ne bojo nič pomenile. Bojo zelo bile vzete, kakor ena hvala spev, in ne bojo ti verjeli, da lahko dejansko tako delaš. Zdaj, jaz mislim, da je to seveda zaradi našega malega prostora, na katerem smo bili in delovali in se učili oziroma razvijali, sigurno en zelo pomemben podatek. Druga stvar je, da sem jaz hotela vse znati in se nisem hotela odločiti. Ne vem, mislim, da ne moram reči, kaj je prava pot, ker seveda v tistih časih, starih časih mojih, je bilo absolutno drugače, kot je danes. Danes imaš bistveno več, verjetno, nimam pojma, ampak šol in izobraževanj, še vedno sicer Slovenija nima univerzitetnega izobraževanja za ta poklic, ampak so to neki, v bistvu čez kozmetične šole se nekaj dela. Ampak v glavnem ti potem z nekimi tečaji potem to sestavljaš znanje in to, ampak dejansko razen tistih nekih certifikatov, zares pač znanje tvoje ne bo tle pač uradno potrjeno. Zdaj potem je pa seveda stvar dela na setu, kar jaz bi vedno rekla, če želite delati, prvo morate iti na set, nekomu asistirati in asistirite leta. Jaz sem 9 let asistirala nekomu in se s tem naučila neskončno mnogo in sem vedno hvaležna za vsak moment, ko sem lahko nekomu asistirala, zaradi tega, ker je to dejansko znanje, to je prava šola, ni to znanje ti iz učbenika in vaj, ki jih moraš delati iz delovnih zvezkov. Tako da tam v situacijah se naučiš največ, ko si pod mogoče v stiski prostorski ali svetlobni ali časovni, takrat potem vidiš, koliko recimo tudi znaš včasih, ker nimaš pogojev za delo idealnih, pa mogoče se moraš znajti in mislim, da te vrste iznajdljivosti sploh recimo na reklamnih ali pa na filmskih setih, kakor sem jaz tu zadnja leta največ počnem in sem se za to specializirala. Mislim, da se tam dejansko najbolj lahko s temi stvarmi res zvrziraš, da si res skoraj da neprebojen. Se spomniš kakšnega dela, ki se ga opravljala ob res nemogočih pogojih ali pa ekstremnih? Verjetno bi lahko zbrali en ledenik, ki smo delali eno reklamo, ki je seveda, kot bi pač iz reklame ali pa filmsko si predstavljal, da seveda temu primerno piha veter in je seveda minus 17 stopinj. In jaz sem prvič v življenju bila v situaciji, da nisem vedela, kako naj spakiram make-up, da mi ne bo nič zmrzano, In kako so mi seveda tudi v stvari, ki so imele določen delež alkohola in to, ki bi mislila, da pač spreminja tališča, ravno tako zmrznile in potem boš naredil kaj, ker nimaš tam, nič ne moreš, pač pa še veter je pa mraz, seveda je mraz, ampak morajo biti pa stvari narejene tako, kot da nič ni.
In tam pride znanje. In tam pride potem iznajdljivost in znanje o produktih in tako. Tam ti ne pomaga noben brand in bleščeča embalaža. Tam ti pač tam vidiš, da dejansko kdo ve in kdo zna. Kje hraniš svoj make-up, vas make-up delovni? Koliko prostora rabiš za to? Preveč. Preveč, malo bom rabila eno skladišče posebej za to. Ne, gre se za to, da dejansko še vedno v Slovenijo prihajam delati reklame, v Londonu delam druge vrste projekte, tako da nekako Slovenija ima te kovčke z make-upom, z specialne efekte in vse to, kar reklame recimo zelo širok diapazon želijo in zahtevajo. Tako da to je v Sloveniji nekje okleti, nekje, ampak vsekakor pač sem izredno pazljiva z higieno in me to res v bistvu tudi polagam na srce že osebnim uporabnicam, mogoče našim slušateljcam, da razkožujte, ampak ne tako zdaj po koroni, ne koronsko razkoževanje, ampak v smislu, da je kdaj počistiti svoj make-up, ker mu v bistvu samo s tem pomagate, da bo dlje časa živel. Omenila si, da delaš na serijah. Jaz sem zastrigla pri Orange is the New Black. Pa če bi si predstavljala, recimo, da si mazala zdaj zapornice, igralke noter, nisi, ne? Imela si drugačno vlogo. Kaj si počela? To je bil pa absolutno en najlepših projektov v mojem življenju in sem neskončno srečna, da sem lahko bila del te ekipe, ker je bilo to opazovati, kako se ta stvar rojevala in gradila in kreirala res noro. Špela Čadež je režirala v bistvu napovednik za novo sezono serije, ki je bila takrat že mislim, da izredno popularno v Ameriki pa v Aziji. Mislim, da pri nas niti ne toliko v Evropi. In što se bi, da smo delali animacijo iz filca. Se pravi, vse stvari so bile animirane. Jaz sem imela pa nalogo, da sem te zapornice dejansko jih naredila realne, čim bolj realne kot so iz filca. Tako da smo v bistvu naredili lutke, ki so imele seveda noter neko mehatroniko in so se potem premikale in tako, oziroma so jih seveda lutkari postavljali in kreirali to njihovo zgodbo. Ampak je bilo noro, kako smo, v kakšne detajle smo s Špelo šle, ker seveda so bili, to je, ne, glava je bila recimo krogla, je imela premjer, ne vem, 4 cm recimo, 5, nekaj takega. To je bilo seveda treba vse obleči in potem delati te tipične vrste las in frizur, kako so jih imele te ženske glede na to, v katerem delu so bile kaj, in to smo delali in pramene in kodre in afrokodre na unih mikronsko majhnih, mislim, res cel žur. In mislim, da to je spet ene vrste situacije, kot smo prej omenili, kjer dejansko ne veš, koliko znaš, dokler ne prideš do nekega takega projekta in porečeš, ok, zdaj je to treba narediti, kako bomo zdaj to, in potem nekje v nekem predalu, ne vem kje, se odpre in reče, kaj pa če bi to tako? Kaj pa če bi tako? Seveda še vedno gre za dost pokušanja in iskanja prave rešitve, ker je bila najbolj efektivna, ampak ja, dolga leta sem preživela v teatru, ogromno predstav sem imela srečo kreirati s fantastičnimi režiserji in kostumografi. In mislim, da smo tam ogromno enih takih starih tehnik uspeli pa se naučiti, pa tudi imela sem kolegice, ki so bile mogoče že v pokoju, pa tako, pa sem imela rade, pa sem skupaj, me naučili, kako se dela 20 vel, ne? Ali pa neki, ki pač, ne, se ne moreš kar tako naučiti, ker ti dejansko mora nekdo pokazati in gledati pod prste in te naučiti s prsti, v bistvu občutka se ti moraš naučiti, kar se ne moreš nikoli iz videa. Ne? Če se vrneva zelo, zelo nazaj, ko si prišla s kovčki v London. Ko sem prišla s kovčki v London, sta bila to 2 kovčka in enega mi se je zlomil na letalo, se zlomila kolesa in sem prišla čez celo pot do tega prvega mojega stanovanja, ki sem imela takrat urejenega, ene sobe, in na zadnjih stopnicah, tik pred zadnjo postajo,
jaz ne morem več, ne morem hunih kufrov in pustim enega in nesem prvega in se obrnem in mi nek gospod prinese drugega. In jaz v tistem seveda začnem takoj odpirati denarnico in mu hočem plačati in on reče, no darling, I just saw that you need help. In to bo zavedno neki po mojem, ena najtoplejših gest, ki sem jih jaz kadarkoli v Londonu živela in doživela in vse so se tudi zgodile še kasneje, neke take vrste, ampak recimo to se meni v Ljubljani nikoli ni zgodilo. In to mi je nekaj, kar je recimo gor precej, ne bom rekla normalno, ampak recimo izkazuje neko sočutje, da vsi smo mi prišleki in vemo, kako se počutiš, da si tudi jaz sem bil v tej situaciji ali pa bila in kaj me zdaj stane, da ti podarim en nasmeh, eno lepo gesto oziroma, ne vem, dam kompliment. In tako da to mislim, da je kar ena moja ljubezen večna do Londona in do Anglije, ker se to na dnevni bazi dogaja. Kaj pa naročniki tam? Je bilo lahko dobiti službo, si že imela? Sploh ne. Mislim, da smo se skoraj leto in pol sem se ukvarjala s tem, da sem iskala službo, ker seveda nisem vedela, kaj bi želela. Vedela sem, da bi nekaj, kar tle nimam, ne? Ker če ne, zakaj sem pa šla. Še vedno si želim asistirati nekomu, ki ima BAFTO ali pa Oskarja. Želim si priti do v bistvu nekih takih višin, ki so seveda mogoče nedostopne, ampak mogoče pa niso, ne. Vsekakor je London izbran zaradi čistega občutka in ko sem se prvič tam pojavila, mi je bilo neskončno super in vibe mi je bil the best in še dan danes mi je, moram potarkati. Ampak ja, vedno boš tujec, vedno boš v velemestu, ta pravem velemestu, kjer je toliko več ljudi, ki so boljši od tebe ali pa si v en izmed, ne. Tako da delala sem v bistvu potem neke druge službe, ki so sicer vezane bile na make-up, ampak nekaj, kar recimo spet ne bi šla načeloma tu delati, ampak spet mi je pa recimo to dalo druga znanja, da sem, ne vem, lahko zvadila vse možne neke druge vrste kož, barv kož, ki so recimo vsi tej razni, predvsem Bližnji vzhod, ima ogromno mešanja ras in take odtenke, ki jih v bistvu recimo tle sploh nikoli nisem videla, nisem niti vedela, kako naj se s tem recimo spopadam, ne, kar dan danes ali pa ne vem, razne afriške države, mešane z Američani, Južna Amerika, mislim, to so stvari, ki po Evropi dejansko še vedno niso pogoste. In tako da zdaj tudi mogoče to zdaj neke vrste forte, da brez pomislekov štartam na nekoga, brez da bi razmišljal o tem, kakšne barve je, kakšne je njegov ponton, kar recimo prej nisem imela samozavesti narediti, ne. Kako vidiš vpliv družabnih omrežij pa pozornosti, ki jih dobiva celotna kozmetična industrija, v smislu, da tudi igralci in vsi imajo zdaj svoje linije, pa to kako to vpliva recimo na tvoje delo v primerjavi, ne vem, s 10 leti nazaj, pa še več? Mislim, da prvi vpliv je sigurno to, da so te, jaz rečem, te kavejo, ne, te pametne, ne, bojo vedno recimo gledali, ko so sedejo na stol, pa bojo nekaj komentirali v smislu, kako da nimam, ne vem, produkta od tega pa tega, recimo, ne. Jaz sem bila vzgojena v stari šoli in nikoli ne bom šla iz tega ven. Jaz imam pač stvari, ki so zelo pigmentirane, ki se potem prepakirajo v ene take palete in seveda to zgleda pač nekomu, ki živi v embalažah in v brandih, kar neki, ne, kada je tam iz praška, ne, Tako da pač produkti, ki se danes pojavljajo tudi zaradi vseh teh recimo najstnikov, ki so naredili vse te haloje in tako, kot ste omenila, zvezdniki, jaz ne pravim, da so to slabi produkti. Ampak to je ratalo tako neskončno, seveda dobičkonosno in zato je tudi tega toliko, da jaz pa ne vem, kako se ljudje odločajo za karkoli. Mislim, ker če se ti, kako se boš recimo ti odločal za
si fan David Beckhama in potem boš kupil uro njegovo, ki jo reklamira, in očala, ki jo reklamira, in gate, ki jih reklamira, in čevlje, ki jih reklamira. Ampak kaj, to pomeni zdaj, da pol vse, kar on reklamira, dobro. In tako približno isto z ličili. Se mi zdi tako malo, mislim, so sigurno stvari, ki so dobre, a ne? Ampak jaz sem še vedno ta fosil, ki bo gledala na to, kako so stvari narejene, kako so, ne vem, formulirane, imajo genialne, recimo zdaj danes variante raznih embalaž, ki so super praktične, sploh recimo za osebne uporabnike, ampak jaz vidim, koliko se ljudi recimo obrača name vedno več, sploh neke populacije recimo nad 45, ker so zgubljene, tako kot bi tudi jaz bila in dejansko imam delavnice osebne z ljudmi, ki dejansko pregledamo osebne torbice in rečemo, ne rabimo kupavati, dajmo se prvo se to naučiti, ker si sigurno z nekim namenom toga en dan kupla, dajmo se prvo to naučiti uporabljati. Se pravi, mi osnov ne poznamo, kaj vse lahko z določenim produktom narediš. Ne? In jaz razumem, da pač prodajalci prodajo nekaj, kar morajo prodati in to na eno nekaj, tako moraš to, ampak pol seveda rabiš še in čopič in govice, to je meni vse jasno, ne? Ampak saj sem bila del tega in mi je jasno, sem tudi nekaj časa bila v retailu, ampak ne bo dolgoročno to tvoja stranka. Ne? In recimo, ko sem v Londonu vodila en brand skoraj 4 leta v Burlington Arcade, ki je mislim, en absolutno najlepših placov in prvih shopping centrov dejansko v Londonu. Tam je bilo recimo ogromno prave angleške stare klientele, ne? Kjer seveda je bil potreben in izčiščen na glas in vse to, ne, tako da in tam ni bilo, nisi mogel zdaj ti tam nekaj prodajati, ker ti nisi brand, se pravi nimaš, mislim, si brand, ampak nisi uveljavljen brand, se pravi nisi ti nekdo, ki ima že to 30 ali večletno tradicijo, ki ga poznajo in seveda mu takoj dajo zaupanje, ne, in gre se za to, da potem spet pride do tega znanja, ki boš ti njih ne moreš prepričevati z, ne vem, vizualno kot zvezdnice prepričujejo najstnice mogoče ali pa s TikTok in tako, ampak gospe moraš povedati kaj in zakaj in one so isto v stari šoli vzgojene, torej ti moraš razumeti, kako produkt deluje in kaj ona rabi in kako bi, ne da bi zdaj ti to tam na šaru nekaj in pa bo spet prišla domov in bo rekla, kaj sem to kupila, zakaj spet, ker to mislim, da se vsaki od nas zgodilo vsaj enkrat, ne? Seveda. Ja, mogoče tukaj tudi se potem na nek način skriva odgovor, zakaj si narediti custom šminko in zaupati koloristu. To, ja, zakaj? Zato, ker v bistvu, jaz sem vedno rekla, da ravno zaradi tega neznanja in zaradi vseh marketinških oziroma oglasnega prostora, ki nas obdaja na vsakem koraku, ogromno denarja pač se porabi za stvari, ki se potem dejansko ne rabijo. Mislim, da tu seveda gre za izkušnjo, ki je unikatna šminka, da si jo ti v bistvu narediš, imaš potem formulo in je to zavedno tvoja formula, kar je nekaj, mislim, da strašno seksi, ne? Da noben drug nima tega. Druga stvar je to, da je res skreirana na te, se pravi, ne glede na to, koliko se tvoja koža recimo poleti potemni ali koliko se recimo po zimi svetliš, je nekaj, kar je zgrajeno na bazi tvojih potonov in celotnih, pa tudi seveda, če imaš želje potem, da bi imela recimo temno šminko, a ne? Kar ni ponavadi nekaj običajnega. Ja, je nekaj, kar si boš zapomnil, ker je to nekaj res specialnega. Ne? Lahko poveva, koliko stane taka šminka? Ta šminka, mislim, da stane krog 100 evrov, recimo, nekaj tazga. No, zdaj pač pustimo inflacije. Ampak ja, mislim, da vsekakor jaz poznam ogromno žensk, ki sem jim pač imela možnost kreirati šminke in
še vedno Veš, da moramo poleti. omeniti Angelino Jolie, ker to poslušalci radi slišijo, pa Okej. sem vedela, da boš zavila z očmi. Ja, je lepo še vedno videti, da jo nosi. Ne samo eno, delala sva z Matinom, njenim make-up artistom, tudi njeno najljubšo nude, ker to je bilo ravno, ko je bila premiera Maleficent 2, je prišel in takrat so se spoznala, v bistvu, ker je moja sodelovka pripeljala na kavo in pa je videl, da je tam neki, kaj pa imaš tle, ne? Kaj pa ti delaš, ne? In potem sem smešala, to in pol je rekel, lih nisem imel te včeraj, hotla me to tam viola, je bela cesta, nisem znal zmešati, če bi vedel, bi prišel prej, bi jo zamešali, ne. No, in potem jo je nekaj sva namešala in je nesel v hotel in je klical drugi dan in rekel, čisti znorela, hoče imeti zdaj vse v tej teksturi, a bi lahko, prosim, prišel jutri nazaj in a bi lahko naredila midva njeno perfect nude. In seveda je prišel in sva v tej mat teksturi, ki je res fantastična, naredila, 3 doktorate vmes, verjetno, ampak so zmešala in potem sem naredila še mojo eno rdečo, ker nisem mogla, da ne bi to, ne. In ja, in so zahvale deževale in je nadsrečna in jih je peljala domov, ne vem koliko, ful, 20. Zdaj, če lahko sploh se da to nakratko odgovoriti, je dražji make-up resnično vedno boljši make-up? Absolutno ne. Dobro. Absolutno ne. Gre za to, da razumeš, kaj so, da znaš prebrati, se pravi, ingrediente in da, po mojem, moraš malo biti zvrzeran vseeno, da ko sprobaš, da vidiš, koliko je nekaj mazljivo, recimo, ko se nekaj zabrisuje oziroma ko raztegneš nek produkt, je to zdaj senčilo za oči ali je to šminka, karkoli, da vidiš, kako se razteguje, kar pomeni, ali so delci dobro zmešani ali ne, kar pomeni, da ti bo tudi v ta postop potem ostal make-up ali pa se bo grudil premiku in tako dalje. Je pa seveda odvisnost absolutno od upojnosti te kože in kakšen je postopek izdelave make-upa, zdaj tudi to, če je to samo rdeča šminka brez nič drugega, še vedno moraš malo nekih postopkov razumeti, zakaj, kaj, kako, da bo ta stvar dlje trajala ali pa obstala ali ne, se ne premikala. Ne vem, če lahko to tako posplošiš, ampak recimo, kaj bi rekla, da je tvoj največji dosežek? V make-upu? Oh, wow. Potem pa greva na glasbo. Ne morem zbrati enega. Lahko izbereš med make-upom in klobuki? Še ena tvoja velika strast. Tudi ne. Tretje vprašanje. Klobuki so nekaj, v kar, kot si mi dejala prej, si se zaljubila v Londonu, jih tudi izdeluješ. Kje so? Klobuki so doma v Londonu, nekaj jih je tudi v Ljubljani, točno na isti ulici, kjer zdaj sva. Klobuki so v bistvu bili fascinacija prvega obiska Londona, šla sem nekaj delati gor in mi je bilo čisto noro, kako so ful enih ženski nosilo neke nore pentlje, neke rože, kar nekaj pač tako malo da ne skulpture, kar tako pač na cesti, ne zdaj nismo na nobenem eventu ali nekaj. In mi je bilo tako, kjere face so te, ne? Poglejte ko se one naštimajo, ne? In tako da to, po mojem, mi je bil en tak tiket, kakor da je to neke vrste svoboda. In se spomnim, da sem prišla pol domov in sem sedla za mašino in sem si zašivala eno ful ogromno mašno in takrat smo hodili k zelenemu zajcu, ki je takrat obstajal in je bil tak naša dnevna soba, ne. In se spomnim, sem uletela s tistim in je bilo tako, wow, kaj je to, kako je to dobro. In to je cel večer potovalo in vsi so se pač s tem, to so probavali. Takrat smo imeli ta prve telefone z fotoaparati, ki seveda une fotke, to je tako 6 pikslov po mojem, ne, grozen, ampak ja, bi je dokazal skoraj, da ni, hočem reči, no, mogoče boljš. Tako da to je v bistvu bila ena taka, in pa spet raziskava, Vesna Mertelj, nadkrasna stilistka, je mene odkrila, potem je rekla,
to je fantastično, kaj pa ti delaš? Vsaka, učim se, kako se da naredi moške metuljčke, ker se mi zdi to dober research. In pa reka, jaz bom vse to odkupila, ali lahko vse to imam. In potem jih je dala na enem intervjuju eni ženski na mesto las. In je to šlo ven in je to bilo, telefon je začel zvoniti in meni nič ni bilo jasno, kaj se gremo. In potem so v bistvu uredniki in stilisti klicali, če jim lahko naredim, ne vem, rože, pentlje, ne vem, karkoli je bilo že treba. V glavnem, takrat res ni bilo H&M in Zara in te pač razne trgovine niso imele teh linij, to ni bilo, nisi ti dobil, pač mašna na špangi je bila za verjetno Birmo, ne, mislim tako, pač nekaj ni bila. In sploh te neke moje nore stvari so bile pač nore, to je bilo noro, kaj je ta zdaj, ne. Potem smo začeli delati in smo imeli, v bistvu kar, jaz mislim, da smo bili v bistvu zelo uspešni z toliko neznanja, ko smo imeli, ne. Da dejansko si bil, ampak krati to nakazuje na neko neobremenjenost po mojem in kreativo in tako. Tudi jaz, kar sem zaslužila z make-upom, sem dejansko šla v London in sem se učila od klobučarjev in meni je bil mišljen spet kot, ne, tudi pri make-upu, da se naučim vse, ne. In potem sem vse klobučarje, ki dajo sploh še tutorstvo, vse sem obiskala in pri vseh sem študirala, tako da dejansko spet, ne vem, Dylan Wallwork, ki je moj krasen mentor in ga neskončno obožujem, ki je bil klobučar princese Diane, ima ene finte, potem Rachel Trevor Morgan, ki dela za pokojno kraljico, spet, ne, vsak ima pol svoj in pol vidiš, recimo, to je spet nek nov svet, to klobučarstvo, sploh angleško. Tako da tu je spet milijone stvari za raziskovati in potem se spomnim, da smo ne vem, kjerga leta 2016, 2018 šli na razstavo Izabele Blow v Somerset House, ki je pa potem to je bil pa pravi blow, ne, to je bilo pa konc, tam sem se pa v bistvu odločila, da pa zares začela delati in sem šla kupiti prve materiale v eno trgovino in potem kada sem bila na tej razstavi in ker je ona odkrila recimo Philipa Tracyja in McQueena in Gilesa in še par zelo znanih imen in pomembnih imen za modo nasploh in je rekla mu na prodajalka, ja pa drugače kaj delaš, si kaj že kdaj delala, mislim, imaš kaj za pokazati in to, ne, in potem pokažem in reče, but you know that in 10 days there is a hat week, I think you should come. In spomnim, da sem prišla domov in se, ka mama izram nazaj, kam greš, ne vem, grem delati klobuke. In tako sem šla in v bistvu še vedno nisem se odljubila te moje droge, ki se jim reče klobuki, ker je vedno nekaj in vedno je še kako una stvar stoji na glavi, kako je, ampak v bistvu tako, če bi zdaj recimo povedali vse skupaj, je čisto jasno, zakaj klobuki, ker so v bistvu krona glave, ki zaokrožijo, ki ni nujno, da so dejansko klobuki, lahko je tudi nekaj tazga, kar imam zdaj na glavi, nek obroč, ki je nekaj, kar mogoče naredi en fil ruž vsega skupaj. Ne? Lahko make-up, lahko las, mogoče imaš bad hair day, mogoče nimaš časa prati las, pa si daš nek rajf, pa si to skril. Mogoče je samo nekaj, kar te varva, mogoče je nekaj, kar rabiš biti viden in se s tem hočeš izpostaviti, ne pa s čevlji ali pa z obleko. Ne? In je ogromno spet ena psihologija čez to, kaj bo ena taka stvar nekomu naredila. Tako da, če bojo zvezde po sreči, bomo pripravili nekaj čudovitega v maju in absolutno vabljeni. Dobro, hvala za vabilo. Bomo spremljali, zdaj pa greva v glasbi. To je v bistvu osnovna naloga, ki jo imava. Kaj ti pomeni glasba? Glasba mi pomeni dejansko eno zelo pomembno sopotnico, mislim, da. Zato, ker sem ob tem zrasla. Ne? Moj oče se je ukvarjal z glasbo. Moja mama ima strašen posluh in se recimo pri nas glasba je bila pač konstantno, ni bila neki
kratko mal, ne. Bile so gramofonske plošče. Neca Falk je seveda z Mačko Murja bila absolutno najbolj zakon možno. In potem je bil Peter in Volk Prokofjev, ki je bil pač spet. In to so bile Taylorkove High Definition CD-ji, kjer smo poslušali od Čajkovskega 1812 Overture do potem Eaglesov ali pa UB40 ali nekaj. Tako da v bistvu ta diapazon je bil, mislim, da izredno širok. Seveda je baziral na klasiki in klasika je bila tako, moraš to poznati. Ni bilo to biti, ne bi. To je nekaj, kar je del vzgoje, mislim, da. Ampak seveda smo bili rockerji in seveda smo imeli radi rock. In tako da spomnim se recimo momenta, ki ga ne znam lih obrazložiti, ker sem imela koliko? 6 let, ko je Freddie Mercury umrl. Jaz sem celo noč tulila v polšter. Jaz sem toliko jokala, kukar, da bi verjetno mi, ne vem, kaj se zgodilo. Ne me vprašati zakaj, ker ne vem zakaj. Seveda ne vem zakaj, ampak on je meni bil recimo neka taka podoba enega vesolca, ne, in ne bom, pač seveda so se Queenie ful poslušali in na vinilki je bila Montserrat Caballé in Freddie Mercury Barcelona in to smo vedno nažgali na polno, da se vse treslo. In to je bilo nekaj najboljšega ever za poslušati, ker si imel čutek, da ti pojejo tam pred tabo. Tako da zato Queenie, predem boš vprašala. Prva skladba, ki si jo izbrala, ja. Zato, ker je to zakon. Queenie absolutno, pa mislim, da Don't Stop Me Now je en tak joie de vivre, en tak komad, ki ne moreš te pustiti, da sediš v primeru. Vsekakor je pa to komad, ki mislim, da ga moram posvetiti mojim puncam v Londonu, ker smo ena taka krasna slovenska familija, same slovenske punce, ki imamo potem tuje fante in tako smo se začeli mešati, ampak v glavnem imamo seveda stiske kot domotožja ali pa kakršne koli probleme že, ampak smo ful povezane in mislim, da je to edino vodilo, ki ga lahko imamo. Don't stop me now. Če smo vse dale čez, bomo pa še to. Koncerti, predstave, razstave, kaj najraje, kaj največ? Absolutno razstave. Spomnim se po pandemiji, kako smo stali v Tate Modernu v vrsti, ki je bila, mislim, ne vem koliko metrov, ne. In takrat sem je v bistvu posvetila, da dejansko London je znorel. Mislim, po pandemiji. Potem, ko so odprli muzeje, so bili muzeji in koncertne dvorane tako neskončno vnaprej zablokirani, da si sploh se ne moreš predstavljati, oziroma jaz si nisem predstavljala, da je lahko to tako taka droga, ne, če rečemo temu tako. In jaz sem si že takoj, ko sem prišel v London, sem imela možnost, da sem si pač lahko kupila te kartice, da sem pa hodim neštetokrat, ne. In sem velik fan Tate pa V&A, Victoria and Albert Museuma. In so razstave, ki ti vsakeč znova, ko greš na njih, dajo nekaj drugega. In jaz sem v bistvu iz tega stališča neskončen fan in ugotavljam, da rabim to kot nek kontrapunkt tem snemanjem, tem ogromnim masam ljudi, ki so 16 ur, 18 ur na dan skozi na tebi ali pa tako s tabo. In je to izredno izčrpljujoče in potem seveda razstava, ki te nihče ne tika in ti v bistvu si z objektom sam in te nagovarja ali pa ti da ali pa vzame karkoli pač že takrat potrebno, tako da absolutno razstave. Kaj pa koncerti? Koncerti so, rečem, v mojem prejšnjem življenju sem bila glasbenica, ker sem z 7 oziroma 6 leti, ki sem šla prej v šolo, prišla v glasbeno šolo in se rekla, jaz bi pa igrala obo pasovni, prosim, kaj bi, se pravi leta, 91, vsake tega pa nimamo. Ja, v redu, ampak bom počakala,
Ja, ne vemo, koliko bo to trajalo. Vse v redu, ampak jaz bom igrala oboje. No in seveda sem šla igrati kljunaste flavte, ki sem jih potem ogromno, neskončno vzljubila in tudi ogromno igrala in igrala krasne zasedbe v ansamblu Kortezija, kjer smo igrali v bistvu renesančno glasbo skupaj s plesalci in tako pač res je bilo hudo in smo nastopili po gradovih in tako ful je bilo dobro. In oboje je začela potem sem 16 let igrala oboje, ampak to je bila spet, to je neke vrste moja ljubav, tako kot so klobuki, recimo. To je nekaj, kar bo vedno tam moje. In po mojem, ravno zaradi vse te vzgoje, ki sem imela doma, je moja ideja bila, seveda ni bila takrat maske ali pa klobukov, jaz bom igrala filmsko muziko v simfoničnem orkestru. To je bila moja želja. In tudi pot je šla dobro, na srednjo glasbeno in tako. Igrala sem v simfoničnem orkestru, igrala sem filmsko glasbo, seveda ne toliko, kot bi si jo želela, ampak dovolj, da recimo drugo skladbo, ki sem jo izbrala, je Intermezzo Sinfonico, Cavalleria Rusticana. Je en absolutno najlepših komadov po mojem napisanih in ko sem imela pač prvič čast to igrati na odru, so se mi tako vsole solze in se spomnim, da je bilo res neskončno emocionalno in vsakič znova, ko sem igrala ta komad, je bil tako, to je res nekaj najbolj, to je perfekcija čista. Tako da koncerti v bistvu iz tega stališča imam malo problem z njimi, ker ko si ti vajen odra in veš, kako stvari iz odrske perspektive delujejo, si kot poslušalec mogoče malo bolj zahteven. Tako da koncerte zelo redko obiskujem oziroma grem res na tiste, ki so mi full fine, ampak malo je njih. Ana Lazovski, si prepričana, da je to tvoje prejšnje življenje? Ali bo še kdaj? Ne vem, sploh ne vem. Malo sem dala na stran, ampak ne, mislim, sigurno, če odprem kovček, začnem spet igrati in seveda nimamo bažure, ampak muzikalnosti mislim, da ne moreš zgubiti. Zgubiš tehniko, ampak tako, ker ne zgubiš recimo občutka pri slikanju ali pa kiparjenju ali pa ustvarjanju jedi. Mislim, da so to neke stvari, ki so nam prirojene in imamo pač ta občutek. Vsak od nas ima pač neke določene take stvari, ki jih moramo verjetno najti in bi mogoče si želela, da vsak jih najde, ne? Zdaj pa kaj pa z njimi, kako z njimi, ali jih čuvaš, ne, da so samo tvoje, kar po mojem tudi ima eno tako posebno vrednost. Ostala nam je še tretja domača skladba. Tretja skladba je pa meni iskreno najljubši slovenski band, ki se mu reče Katalena. In to izvira po mojem 99, mislim, da je štar za Terrafolk, če se prav spomnim. In to je bila ena, se pravi, iz te moje, se pravi, glasbene slike, kakor si je zdaj dobila, štarta ta Terrafolk, ki je absoluten meteorit in nam nič ni jasno, kako zdaj ta etno, kaj zdaj ta world music, pač to je nora. In jaz se seveda v tam ansambl, mislim, to glasbo absolutno čist zatreskam. In potem, mislim, da je 2001 se ustanovi Katalena, ki pride pa za moje pojme, mislim, mogoče malo zaradi Boštjana Gombača, ki igra v obeh ansamblih, da je to povezovalni element, ampak vsekakor iste vrste genialci na etno način. Kaj so oni slovenske ljudske glasbe naredili, kako so vse te arhive odprli, kakšen je nabor skladb, ki so jih oni šli v bistvu aranžirati. Jaz sem vsakeč znova na vsakem izdelkom fascinirana, koliko še možnosti, koliko še enih variant na temo in evo, 22 let, 9 albumov kasneje in imela sem možnost biti zdaj na koncertu, ki so ga imeli in tik pred tem so imeli koncert za otroke in ko to vidiš, rečeš, wow, to je v bistvu naša Neca Falk. Tako da
Bravo, Katalenci. Katera Vsaka čast. skladba? Lucija. Za vse, ki si želijo delati novoletni make-up, imaš kakšen nasvet? Kaj je letos? Letos je isto kot vsako leto. Bleščice. Nehte komplicirati, vzamite bleščice, namažite si vse okoli bleščice in nič se ne bo vedno ne podočnjako, ne nič. Ko boste žurali, se bo to vse odbilo in to bo the best. Bleščice so zakon. Pa une, ki se razgradijo, če bi bilo še boljše. Ana Lazovski, to je to, najlepša hvala. Hvala vsem vam. To je moja muska.